dr. Nika Debeljak iz Zavoda za varstvo narave, in sicer, da nam predstavi rezultatsko shemo za ohranjanje suhih travišč habitatnega tipa 6210 in 6230 na območjih Natura 2000 v vzhodni Sloveniji. Prosim. Samo to, da vidimo, če bo ta prav. A se vidi? Zaenkrat še ne. Čakamo. Aha, evo, zdaj pa je, ja. Ja, zdaj smo sicer profesor Karajka, pač na enem pisanega pravila, kot rezultat usmerjenega ukrepa. Zavod za varstvo narave je ravno kar zaključil izvajanje projekta Life to Grasses, v okviru finančnega mehanizma, za slovno ohranjanje upravljanja suhih travišč vzhodne Slovenije. Od tega, kar smo se zdaj pogovarjali, smo pač skladno, da je to pač projekt, habitatna tipa, na katerega se je sam projekt izvajal. In to sta dva prioritetna habitatna tipa, ki sta v Sloveniji v negativnem ohranitvenem stanju. In to so naravna suha travišča in grmovne faze na karbohidratnih podlagah, ki se pravi 6-2-1-0 in pa 6-2-3-0, vrstno bogata travišča s prevladujočim volkanjem. Zdaj, sam projekt seveda je namenjen izboljšanju stanja na terenu in odpravljanju raznih groženj, kot je zaraščanje, ampak v sami začetni fazi projekta smo se vsak projekt morali spremljati svoje učinke na terenu. Zato smo se že na začetku projekta odločili, da bomo spremljali naše učinke prek rezultatsko usmerjenega monitoringa. In v ta namen smo že v začetnih fazah, ko smo pripravljali javno naročilo za popis habitata, popis teh dveh travišč, že določili nekakšne izhodiščne vrednosti in pripravili nek protokol samega popisa, ki ni čist klasičen popis, ampak je bil že prilagojen, tako da je popis že zajemal ohranitveno stanje samega habitata, ustrezno prisotnost izbranih rastlinskih vrst. Zdaj, za habitatni tip 6-2-1-0 smo pač bili osredotočeni na 3 območja, to so Haloze, Kumi in Gorjanci, in pa 6-2-1-0 na Pohorje. Ne bi zdaj šla zelo nazaj, kaj to so rezultatsko usmerjeni ukrepi, pač vsi vemo, da pa teh ukrepov, ki jih imamo trenutno v Sloveniji, ki predpisujejo na kakšen način upravljanja, rezultatski način spremljanja, pač rezultatski pristop k ukrepu pomeni predvsem doseganje nekega zastavljenega okoljskega rezultata. Zdaj, v našem primeru je pač ta rezultat bil dobro ohranitveno stanje teh vrstno bogatih vrlišč oziroma teh habitatnih tipov, ki pa to samo, v bistvu stopnjo ohranjenosti pa smo poskušali pač prek določenega sistema točkovanja pač zasledovati. Seveda smo najprej, rezultatsko usmerjeni ukrepi, moramo povedati, da imajo že kar leto zgodovino v Evropi, tako da ne samo v Evropi, tudi drugje, Amerika in v drugih državah. Tako da najprej smo seveda dobro predelali literaturo, Evropska unija ima kar nekaj knjig in prispevkov pripravljenih na to temo. V zadnjih 4 letih je vsako leto organizirala tudi konference na temo rezultatsko usmerjene sheme in kako se jih pripravljati in kako indikatorje določati, ki smo se jih udeležili. In malo bolj podrobno pa smo si tudi ogledali rezultatsko usmerjene ukrepe, ki pa že trenutno potekajo v Evropi.
tako da smo si ogledali program rezultatsko usmerjenega ukrepa v Brn, to je Irska, v Avstriji in pa Life Aran. Sam Life Aran mogoče ni bil result-based, ampak njegovo nadaljevanje v EIP projektu. Poleg tega smo še sama Evropa je izvedla 3 pilotne izvedbene projekte, ki so testirali samo izvedbo rezultatskih ukrepov na terenu in iz teh 3 projektov pač je Evropa tudi priporočila za določitev in izpeljavo teh rezultatskih ukrepov pripravila. Nenazadnje se je tudi zdaj, mogoče ne vem, za informacijo, se je vzpostavila neka Result-Based Payment Network, kjer so vsi trenutno pretekajoči rezultatsko usmerjeni ukrepi tudi na kratko predstavljeni, da mogoče se lažje dostopa do vseh informacij, ko pripravljaš sam tak ukrep, da lahko izmenjaš že dobre prakse, ki obstajajo. Tega je že kar nekaj. Zdaj, kako smo se mi potem odločili, sem rekla, najprej preko delavnic določili, kateri kazalniki, zdaj govorim najprej o popisu habitata, ne samih kazalnikih za ukrep. Kaj želimo, da nam popis, katere informacije nam da. Potem je Univerza v Mariboru, to je skupina od profesor Škornikove, izvedla začetni popis stanja habitata, kjer so že tudi spremljali izbrane indikatorske vrste. Mogoče šla nazaj, ko smo ta protokol pripravljali, smo pač, kot sem že omenila, spremljali tudi sam način rabe habitata in pa določili smo set indikatorskih rastlinskih vrst, če se pravi pozitivnih indikatorjev in pa negativnih indikatorjev. To je manjše število, ki je bilo specifično za posamezno območje, to se pravi, Haloze ima drugačno kot je Kumin in ta je drugačen kot Gorjanci, čeprav je enak habitatni tip. To je stvar, ki je tudi že Tatjana izpostavila, da lahko isti habitatni tip ima specifik, če glede na geografsko razširjenost. In za ta namen smo tudi pripravili različne same pristope za popisovanje. Podoben pristop, popis je bil izveden tudi ob koncu projekta, to je bilo v 2019 in 2020. In potem smo pač primerjali stanja pred in po izvedbe. To zdaj govorimo o tem terensnem popisnem obrazcu za sam popis stanja habitata. Kot sem pa rekla, je bila ena od aktivnosti znotraj projekta, pa ni bil samo to, da smo sam projekt spremljali prek indikatorskih vrst, ampak da se tudi pripravi predlog rezultatsko usmerjenega ukrepa za te 2 habitatna tipa. To smo pričeli z setom delavnic, najprej znotraj partnerstva, potem smo vključili še širše deležnike iz različnih fakultet. In potem seveda še znanje iz tujine, ki nam je bilo zelo v pomoč, in pripravili popisni obrazec za ukrep, ki smo ga pa že tudi testirali na samem, mislim, znotraj projekta ne na vseh kmetijah, pač v projekt je bilo vključenih 137 kmetij. Tako da smo pač na vsakem območju izbrali vzorec kmetij in pač na ta način tudi že izvedli popis in točkovanje skladno s tem pripravljenim obrazcem za ukrep. Zdaj, kaj pa ta obrazec za ukrep pač popisuje? Pač 2 skupini spremljanja oziroma kazalnikov popisuje. Ena je pač prek stanja habitata poskuša oceniti ustreznost upravljanja. Se pravi, ena ocena, ki jo dobi, je sama strukturiranost habitata. Potem druga ocena je vidne poškodbe in prisotnost gole zemlje. Tretja ocena je zaraščenost in pa četrta ocena je prisotnost invazivnih rastlinskih vrst.
Kot drug set kazalnikov je pa prisotnost in pokrovnost indikatorskih rastlin v primeru habitatnega tipa 6210, pa je še prisotnost kukavičev kot bonus. Zdaj, jaz sem razumela, da je to zato sem tudi grem na hitro čez, pa bom mogoče lahko imeli malo več za vprašanje. Kot sem rekla, potem smo mi pač to smo izvedli na terenu, trenutno same obrazce ponovno pregledujemo in pač dopolnjujemo glede na naše izkušnje, potem, ko smo ta set testnih popisov izvedli. In pa predlagali smo tudi sam način ocenjevanja. Zdaj, v našem primeru je bil popis seveda najprej narejen, tako da smo vedeli, kakšno je bilo stanje, in smo tudi vedeli, v primeru, da se je kmet vključeval v projekt, kakšno je stanje njegove površine, s katere se je vključil v projekt. Mislimo, da bi bilo tudi kar ključno za te zelo specifične habitatne tipe, zdaj govorimo o teh, ki jih je profesor Kaligarič predstavil, to niso niti generalisti, ampak so zelo specifični habitatni tipi, ki so prioritetni in so tudi z negativnim stanjem trenutne v Sloveniji, zato pač smatramo, da je pač nujno, da se jih tudi prej popiše. To se pravi, prvi popis je lahko narejen z strani ali pač strokovnjaka, kot to ne vem, v našem primeru pač Univerza v Mariboru ali pa drugih strokovnjakov. Znotraj projekta pa smo izvedli tudi sama izobraževanja za projektno ekipo, to se pravi za predstavnike Zavoda za varstvo narave in Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Tako da v naslednjih letih je ta projektna ekipa tudi vzporedno izvajala popis prek teh terenskih obrazcev. Zdaj, končni popis je v našem primeru tudi izvedla Univerza v Mariboru ali kot predlagano podoben strokovnjak ali pa izobražena ekipa, predvsem da pač poudarjam, da pač je nujno potrebno izobraževanje za prepoznavanje in predvsem poenoten pristop k tem prepoznavanju. V projektu pa smo pač predvidevali, da tudi letno sam ustreznost upravljanja kmet spremlja sam in tudi letno ocenjuje svojo ustreznost oziroma točkuje svoje območje. Zato smo izvedli tudi terenske delavnice, kjer so kmete učili za prepoznavanje teh predvidenih indikatorskih vrst. Predvideli smo tudi način ocenjevanja oziroma kakšen je bil naš način ocenjevanja, je pač odvisno malo od teh območij, tukaj sem zdaj pač vzela malo širše, zato ker govorimo o 4 območjih, je, da se pač popiše od sredine aprila do konca junija, da se določi transekt, ta transekt določi strokovni popisovalec v prvem popisu, ki je vsaj 100 metrov, pač tukaj so odzadaj določeni članki, strokovni, ki pač pišejo oziroma tako velik ne bi bil transekt, da dobro in reprezentativno pobere celotno površino. Potem se znotraj tega govorimo pa, da bi se tak popis izvedel na enoto upravljanja. Zdaj, kaj s tem mislim? To se pravi, kmet lahko del svojih površin pase in del svojih površin kosi. Zdaj, stanje ohranjenosti teh 2 površin je ponavadi zelo različno. Zato predlagamo pač, da se popiše enota upravljanja. To pomeni ali pašnik ali travnik posebej, ker če ne, to pač popači skupno točkovanje teh 2 površin. Zdaj, smo jo izvedli, ampak predvsem razmislek, da predlagamo v tujini veliko rezultatsko usmerjenih ukrepov, izvajajo prek raznih aplikacij, ki se jih naloži na telefon ali pa tako. In s tem, ko posname popisovalec sliko in mu ta slika že da podatek o lokaciji samega popisa, recimo vrsti, ki jo je slikal in pa času, v katerem je izvajal popis. Zdaj, tukaj sem dala 2 primera, kakšen način
smo mislili, pa to je pač en terenski obrazec, kjer smo opredelili, tukaj sem dala pač 2 od 5 kategorij, za primer rabe, kakšna je strukturiranost habitata glede na optimalen način rabe oziroma odklon od nekega optimuma in podobno pač tudi za poškodbe. To smo pretvorili v neko točkovanje, vsaka taka enota pač se točkuje po vseh kategorijah. In pokrovnost indikatorskih rastlin, se pravi negativnih in pozitivnih, pozitivne imajo pač pozitivne točke, negativne imajo negativne točke in se na potopu na enoto upravljanja dodeli ocena od 1 do 10. Zdaj, tudi veliko narejene čisto ne raziskav, izkušenj na terenu, da je pač psihološko za kmeta zelo težko, če mora reči, da ima, ne vem, 43 ali pa 112, da mu to ne pomeni toliko in da zato pač so izkušnje kazale, da je za kmeta najlažje, če dobi zelo osnovno točkovanje in se točke pretvorijo v ta enostavno točkovanje v 1 do 10 in pač vsaka enota dobi svoje točke. In točke predlagamo, ali pa z izkušenj tudi, naj bi se višina točke pač pomeni tudi višina plačila. Boljše, ko je ohranjenost te enote, pač večja višina izplačila na to enoto. Zdaj, višina izplačila je bila pa kalkulirana s strani Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj in je bila kalkulirana različne upravljanje. Se pravi, za košnjo posebna, za pašo posebna in za visokodebeljne sadovnjake. Pri tem, da pač se lahko rabe seštevajo, glede na to, kakšna raba je prisotna na enoti. Tudi samo izobraževanje za kmeta, glede prepoznavanja indikatorskih. Povzeli po izkušnjah z vidine, pač to je zelo enostavna terenska delavnica, kjer najprej kmete povabimo na nek pisan travnik, bom rekla zdaj bolj poljudno, kjer najprej prepoznajo vse različne rastline, ne prepoznajo, pač vidijo, koliko različnih rastlin je prisotnih in prepoznajo izmed teh to malo manjše število indikatorskih rastlin, potem pa se jih pelje na drugo lokacijo, v neustreznem stanju in se pač prek teh razlik pogovarjamo o pač prisotnosti teh indikatorjev, prepoznavanju indikatorjev in kaj prisotnost posameznega indikatorja pomeni. Se pravi, ker posamezni indikator, sploh negativni, so izbrani tako, da pač nakazujejo na način rabe. Kot sem rekla, so bila izvedena že v 2020 tudi testna ocenjevanja skupaj s kmeti, to je pomenilo, da je kmet dobil svoj listek in mi svojega in smo pač po transektu popisali te površine in na koncu smo imeli tudi debato oziroma kratko anketo, kako se je pač kmetom, če so imeli težave pri prepoznavanju in pač kako se jim je zdel ta način pristop popisan. Seveda mora biti tudi kmet izobražen, mora imeti interes, ker rezultatsko usmerjeni ukrepi pač vemo, da večjo odgovornost prenašajo na kmeta, da s ustreznim načinom upravljanja pač dosega ta okoljski rezultat. Sam predlog ukrepa je bil dan na Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo in prehrano 2019 in da, kot sem rekla, smo potem, ko smo tudi pač prilagajamo sam ta testni popisni obrazec. Izvedli smo tudi delavnice in predstavitve na različnih ministrstvih in na KTNP, kot tudi za kmete in druge deležnike v okviru projekta. To je z moje strani, tole so pač partnerji na projektu in
časa se vrnemo. Hvala lepa. Vidim, da imamo eno dvignjeno roko. Katarina, izvoli. Ja, živijo. Jaz bi vprašala, ker je zdaj ta predzadnji slajd, a ne, mi je bil zelo zanimiv, ko je bila v ospredju jadranska smrdljiva kukavica, zadnji zemlje krave. Pa me zanima, ali imate v bistvu že ovrednoteno, no, se pravi, to finalno poročilo popisa vegetacije, to je že na voljo, ali šele pride. Se pravi, da se ovrednoti vse te načine upravljanja, ki so jih kmetje izvajali v času projekta, kako je to vplivalo na vegetacijo. Zdaj, te nisem čisto razumela, ti mi govoriš aktivnosti, ki so bile na projektu, kakšne učinke so imele na habitat? Ja, se pravi, vi ste, če sem prav razumela, recimo ste pustili kmetom, da so lahko prosto izbirali, ali bojo pasali, ali bojo kosila, ne? In ste se pravi, v prvem letu projekta ste naredili neko inventarizacijo, posneli začetno stanje, pa zdaj v 2019-2020 stanje, ne? Po pač večletnem upravljanju strani kmetov. Pa me zanima, če je to poročilo že na voljo, pa kakšni so rezultati. Mislim, zdaj bom tako razslojila, kako bom rekla. Najprej smo, kot smo se že prej malo pogovarjali, nismo tako enostavno dobili kmetov za vključitev na tak način. Smo mogli kar bili aktivni in dost, obiskov kmetij izvesti in s kmetom skupaj smo potem izbrali enote, ki smo jih vključili v projekt in tudi z njim skupaj se dogovorili za način rabe. Se pravi, kmetje lahko se odločila, bo kosil ali pasul, pri tem, da moram najprej povedati, da je bila tukaj izvedena serija delavnic, da smo priporočila pripravili, tako da ni bil kmet brez znanja, ne? Da smo pripravili priporočila za upravljanje, za habitatni tip, za vse 3 načine upravljanja in seveda to smo skomunicirali tudi s kmetom pred začetkom projekta. Zdaj, malo težko je čisto generalizirati, zato ker so bile same površine tudi različne. Ene površine so bile že na začetku, pač je bil habitatni tip, ki pač ni bil v ugodnem stanju in druge je bil habitatni tip že v ugodnem stanju. Zdaj, v okviru trajanja projekta, po pravici povedano, nismo kakšnih velikih razlik zaznali, zato ker je to še premalo časa bilo. Pač kmet je rabo, kakor je. Rabu smo pa spremljali pač stanje indikatorjev in to poročilo od Univerze v Mariboru pač že imamo v okviru projekta izdelano. Zdaj po projektu pa samo, kot sem rekla, še, kar je pa drugo, pa delamo analize teh terenskih obrazcev za popis pop ukrepa. Zdaj, hočem reči, zdaj tukaj mogoče težko razsvojim, en je čist pač meteorološki monitoring habitat, spremljanja stanja habitatnega tipa, eno je pa pač ta terenski obrazec pop ukrepa. Sprav, za ta monitoring botanični, rekel, je narejen popis, mislim, poročilo za to analizo pa zdaj še delamo, ker smo pač do konca projekta še izvajali te, rekel, testne popisne obrazce za ukrep. Zdaj ne vem, Katarina, sem ti odgovorila, kar si me vprašala. Ja, delno, no. Se pravi, to poročilo vegetacijskega popisa, to je že na voljo. To te verjetno na spletni strani pa projekta. Če še ni, pa bo, zato ker smo ga pač, nismo ga dolgo nazaj dobili, en mesec ali koliko. Ok, hvala. Ok, hvala. Še Blaž se je tudi javil za besedo. Izvoli. Hvala, Tanja. Jaz imam tudi eno vprašanje. Ja, tudi mene v bistvu, jaz sem opazil 2 fotografiji na vaši predstavitvi, ki je v bistvu na začetku prezentacije, pa zdaj ob koncu, kjer je jadranska smrdljiva kukavica v spredju, pa v zadnji se pase govedo. Pa me zanima čisto konkretno na te vrste traviščih, a ne vemo, to je bilo najbrž posnet na Halozah, kjer je jadranska smrdljiva kukavica, tudi Natura 2000, mislim, kvalifikacijska vrsta. Pa me sam zanima za tak tip travišč oziroma za te konkretne travnike, a je bilo
opazno kakšno poslabšanje stanja glede na indikatorske vrste? Pa tudi, ali se je jadranska smrdljiva kukavca tam obdržala v istem številu? Ja, zdaj v času projekta se ni nobenega upadanja indikatorjev zaznali. Je pa razlika, ali se samo kosi, ali se kosi in na to pase, ali samo pase. To seveda je v različen tip ohranjenosti samega habitatnega tipa, ampak zakaj sem dala mogoče malo provokativno to slico, tudi od načina paše je zelo odvisno. Ne? Zdaj, če je to paša res ekstenzivna, to, kar si mi predlagamo, za ekstenzivno smo dobili habitatni tipe v ugodnem stanju, tudi če je bil upravljen s pasom. Ne? Tako da ni mogoče tako enoznačno, da paša je negativna, predvsem je ključno, kakšna je paša. In ta slika je pač bila posneta na enem območju, kjer je imela gospa vse indikatorje in tudi, kot ste videli, jadransko kukavico in ob paši se stanje ni poslabšalo. Zdaj, hočem reči, težko je enoznačno z naših izkušenj, ker smo imeli reto površin, reči, da paša je avtomatično slaba. Je slabša od drugih, lahko pa je tudi paša ustrezen način upravljanja, če je ta primerna. Ok, hvala lepa. Imamo še gospa Sonja Škornik. Izvolite. Pozdravljeni. Se slišimo? Ja. Ne vem pa, če se vidimo, ker ne vem, če znam stole. Mislim, da bom takole. Pa bo še tako, da se pokažemo. Takole. Lep pozdrav vsem. Hvala lepa vsem, ki ste predstavili te res zanimive predstavitve na temo travišč, vsak pravzaprav svojega vidika, hkrati pa imamo vsi skupaj, oziroma imate vsi skupne točke. Ne? Jaz bi pa samo mogoče tule dodala na vprašanje glede kukavic oziroma jadranske smrdljive kukavice pa paše. Tako kot je Nika lepo razložila, v bistvu v tem kratkem času res v okviru projekta z aktivnostmi težko ugotoviš na začetku pa na koncu neke merodajne rezultate, ki bi bile vplivi učinka aktivnosti, ampak ker pa vse imamo kar neke dolgoletne izkušnje, bi pa mogoče svoje mnenje povedala, da v Halozah, zdaj je to res specifična situacija, ker je zaradi tal, ki so taka globoka, rodovitna, fliš, bi lahko temu rekli, pokarbonatna tla, v preteklosti, sploh na teh bolj nagnjenih površinah, je bila paša, tako kot je tudi že bolj povedano, v kombinaciji z košnjo, po košnji, prvi upravljani oziroma tisti, ki so jo pač naredili običajno v, ne vem, juniju mesecu. In danes se pa srečujemo, to pa je kolega Kaligarič tako dobro povedal, da so čisto drugačne kmetijske rabe in dejansko mi še vplivov teh sprememb ne poznamo dovolj dobro. Lahko pa nekako zaključimo, da recimo v Halozah paša, če res ni zelo dobro upravljana, lahko naredi precej ali pa ima neke negativne učinke, kar pa se pravzaprav tudi že opazi, če se malo vozite, če malo opazujete te pašene, sploh večje površine, da so pogosto zaradi paše, naprimer, podvržene pojavljanju invazivk, recimo enoletne suholetnice, to tudi v bistvu lastniki večkrat sprašujejo o tej problematiki. Predvsem je treba travnike gledati tudi strukturno, se pravi, če pasete, potem tudi, recimo to so načeloma bolj rodovitna tla, so višji sestoji, ne dobite tega videza, recimo nekatere rastline, ki so više kot trava pokončna stoklasa, podvržena teptanju, niti se ne razvijajo takšni sestoji, tako rečem, kot sicer, če počakamo in potem pokosimo, je to drugačen način rabe. Tako da hočem povedati, da so nujne raziskave, s katerimi bi ugotovili, kako zdaj zagotoviti še ohranjanje vrstne sestave, kot je značilna, vključno s kukavicami, in pa da seveda je tudi to za lastnika nekako, da ima pač produkcijo tako, kot si želi, pa da se ne zarašča, oziroma da se ohrani sploh kmetijska raba.
Zdaj, toliko sem želela povedati, ne, da bomo v prihodnje pravzaprav še morali narediti en korak, pa veliko k temu, da gotovimo, kako pašo res primerno vključiti, da bo to ugodno. Tako da, hvala. Mogoče lahko jaz se s Sonjo čist strinjam, se smo toliko terenov popisali, pa videli toliko travnikov, da nam imamo zdaj malo bolj v pogledu, kaj pač ti prabe naredi. Sam lih zato se nam zdi rezultatsko usmerjen ukrep idealen. Absolutno. Kmet se odloči sam za rabo in njegovo stanje pač mu narekuje tudi, kakšno ima število točk in koliko denarja bo doročil. Zdaj, tukaj so iz praksi iz tujine se je pokazali, da vsem ta nekako to, da kmet ob boljšem, rekel, končni oceni svojega območja dobi boljše izplačilo, mu nekako da pobudo, da mogoče izboljša svoje upravljanje. Se strinjam, da paša je lahko zelo negativna, ampak ni zato tak kmet, po moje, se sploh ne bo vključil v tak ukrep. Mislim, ker bo dobil pač njegovo izplačilo, bo glede na to, da je njegovo stanje ohranjenosti bo slabo, bo dobil slabe točke in bo dobil slabo izplačilo. Zdaj, ti rezultatsko usmerjeni ukrepi, jaz mislim, da so res tarčni, da spodbudijo kmeta k boljšemu upravljanju in upravljanju, ki zagotavlja boljše stanje habitata. Pač treba si povedati, tudi tak rezultatsko usmerjen ukrep ni za vsakega kmeta. Vsak kmet tega ne bo pripravljen narediti. In je to vse nadstandard klasičnim ukrepom, ki mislim, da ne bo zelo, rekel, na veliko površinskih. To so res za take specialne površine in tudi za kmete specialne. Kmet mora imeti interes po neki prilagojeni rabi in tudi tem, da se nauči prepoznavati stanje na svojem območju. Hvala lepa. Tukaj imamo še en komentar v četu, sicer od dr. Klemna Elerja. Za zelo redke vrste in specifične habitate ne bi prepustil poskušanju kmeta, ali mu bo uspelo ali ne. Se pravi, tukaj imamo mogoče še eno drugačno mnenje. Vsekakor verjetno, kar se Natura 2000 območij tiče, oziroma teh res prioritetnih habitatnih tipov, verjetno še bo neke razprave potrebne. Tukaj se strinjam, predvsem z vidika tega res, da se naslovi te probleme, ki so se zdaj tudi v razpravi mogoče pokazali, da so lahko problemi. Jaz bi zdaj tukaj zaključila, vsekakor razprava na to temo mora še teči naprej, to verjetno se vsi strinjamo. Bi pa jaz se zahvalila tudi Niki za predstavljen projekt oziroma rezultate.